efekt metulja. Lahko tudi en človek usodno vpliva na katastrofo. Ali smo kot posamezniki lahko pomembni v družbeno-gospodarskih in naravnih procesih, oziroma kje je skrita naša moč? Moj pogled na svet je pogled sistemske teorije. Kdo se s tem ukvarja, ve, kaj to pomeni, da bom predolg. Torej, sistemska teorija obravnava celoten planet, nič ne ločuje med živim pa neživim svetom, ne, to je pogled sistema, ki se avtoregulira, in tudi življenje pač je avtopoetski mehanizem, ki je se spontano razvilo iz tega sveta in gre po svoji poti naprej. To je teorija sistemov, ki pravi takole, če gledamo zdaj človeško družbo. Ne? V zgodovini se nenehno izgrajuje kompleksnost družbe, vedno bolj je zapletena, vedno več funkcij ima, vedno več energije potrebuje, da se vzdržuje, in vedno več vzdrževanja pomeni nove funkcije, novi inputi energije in materije, in s tem kompleksnost narašča. Edini omejitveni element je input energije in materije. Ko pride do motenj oskrbe sistema od zunaj, torej iz eksternih virov, ne, ker za sistem ni zaprt, ampak komunicira, je kot nek mehur, kot neka celica živa, nenehno komunicira in nenehno zajema energijo iz okolja, jo pretvarja v strukture in svoje funkcije. Ko se začne pa motnja dobave energije od zunaj, pa materije, sistem postane inherentno nestabilen in preide v kaotično dogajanje, ne? Da postaja vedno bolj nepredvidljiv, nenapovedljiv, in to se trenutno dogaja z svetovno civilizacijo. Ne? Viri so omejeni, vidimo, da je vojna za vire, o tem smo že govorili. Napad na Ukrajino je v bistvu obramba ruskih virov, v bistvu je to napad na Evropo, smo rekli, vidimo presekanje severnega toka, torej arterija, ki napaja nemško ekonomijo, pomeni lahko propad Evrope. Torej gre za napad na Evropo in energetska zadeva je tista, ki bo ta propad naredila. Torej, sistem je nestabilen, zato so agresije, zato je cenzura, zato je to, kar se dogaja v medijih, histerizacija, strahovlada, to je vse posledica nestabilnega sistema. Evropa imela izjemno stabilen sistem, 50, 60, 70 leta, razcvet srednjega razreda, štandard, ne, in tako naprej, vedno bil napredek. Kljub temu, da je bila grožnja atomske bombe, so vsi vedeli, da do tega ne bo pošlo, kajti svet je bil v ravnovesju. Zdaj to ravnovesje porušeno. Torej, iz tega izvira, kot si rekla, ne, ta nestabilnost pomeni, da ko sistem preide v to cono, se zgodi nekaj, kar pravi sistemska teorija, cona bifurkacije, cona razcepa. Dve stvari sta, vedno sta v tej coni samo dve stvari možni, ne 3 ali pa 4. Ali A ali B scenarij. In v tej točki, coni bifurkacije, v točki razcepa, je izjemno pomemben vpliv čist vsakega posameznika. Ni časa, da bi govorili, to se mene ne tiče, se jaz sem nemočen, kaj čem pa jaz narediti. Vsak je metulj, ki zamahne s krili in lahko sproži halo efekt. Tako kot virus. Okuži enega, okuži 10, unih 10 okuži naslednjih 10, pa je že 100, pa je to v 10 tisoče, torej ne se odmikati iz dogajanja, kajti prispevek čist vsakega je v tem času zdajle izjemno dragocen. Ne stran gledati, ne biti pišmeuhovski, ne biti briga mene, ne biti konformist, kajti najhujš zlo tega sveta je konformizem. Briga mene, vse mene še nič ne manjka, vse jaz imam plačo, imam službo, bom že nekako preživel, jaz se s tem ne bom ukvarjal, ker me to lahko bremeni. Ne. Čar je v tem, da so zadeve zgodovinsko prelomne. Nastaja nekaj popolnoma novega, ta staro pa še ni uničeno. Mi se moramo zavedati tega, da je kriza Zahoda, finančna kriza, ki se je začela 2008, ni nikoli bila rešena. Nam so pobrali vsaj v Sloveniji iz žepov 5 do 6 milijard, da smo sanirali banke,
sanirali smo samo neke fiktivne bilance, pa plače bankirjev so postale popolnoma enake. Nobena banka praktično ni propadla, razen nekaj bank v Ameriki, ostale so le prevelike, da bi lahko propadle, ker je bil pomen kao bank tako velik, da ne smejo propasti, da smo jih pa mi rešvali z našim tošeljni tankimi, 5-6 milijard samo v Sloveniji. Zadeva ni bila sanirana, sistem je naprej šel v špekulacije, rešil se je s tiskanjem ogromnih količin denarja, ki nima nobenega kritja. To je ta oligarhija, ima tudi banke, ne samo banke v lasti, tudi imajo tiskarne denarja v lasti. Zato lahko talajo milijarde podkupnin in medijem, ki so vsi plačani, in doktorjem, ki so bili vsi plačani, in bolnicam, da je za COVID bolnika dobila bolnica 18 evrov, če je bil blažja oblika, če je bila težja oblika, ki je bil na ventilatorju, pa 640 evrov, in zato so jih enostavno metali na ventilator, pa jih pobijali zato, da so denar dobili. Od Mengeleja je zelo kratek korak do Mengeleja, veste, če je denar zašumi. Tako da bodno pozorni, kaj se je dogajalo, ne pozabite tega, da je sistem znotraj inherentno skvarjen, nikoli ni bil saniran in da zdaj ta bifurkacija se dogaja, zato bodo zadeve vedno bolj dramatične, zato je po domače povedano vsak izmed nas dragocen posameznik, karkoli lahko stori, je eho efekt izjemen, tako kot si lepo rekla. Sicer pa v Sloveniji ima ljudstvo oblast. Ja. Predvsem oblast, ok. V ustavi to piše, lejte, v bistvu mi imamo v ustavi vse napisano, mi moramo samo reči, tole je zakon, držite se ga, Če pa COVID histerija bila tisto, ker je kot prvo bila suspendirala ustava, smo lahko videli, v katero smer to pele. A ste videli, kaj je bilo v Kanadi? Kanada je bila naša prihodnost, je bil čisti film, kaj nas čaka, če se nismo nič naučili od Kanade. V Kanadi so jim blokirali račune osebne, ne samo šoferjem, ki so demonstrirali, tudi tistim, ki so hrano prinesli šoferjem, so blokirali osebne račune, torej so ljudje ostali brez. In hvala Bogu, da so bili tovornjakarji tako organizirani, da so prej denar potegnili z bank ven. Večino denarja so rešili. Torej vidimo, da je to tista čudovita biometrična osebna izkaznica, ki nam bojo zdaj v kratkem ponudili, tudi pri nas ne bi že prišla marca ven, ampak zdaj ne moraš še nekaj dotiskati not. 28 ta mesec. Aja. Skratka, ampak velja pa od 1. Jaz predlagam splošni upor, da jo niče ne dvigne. Da jo ne dvignete, kajti naj povejo, zakaj ne bi to uvedli. Zakaj? Kakšen je razlog za biometrično osebno izkaznico, ki je v bistvu digitalna koda not in smo vi, to je isto, kad daš kravi na listek na ušes, številko, to je korak v to digitalno služnost. Pravim, da ne smemo pristati, da nas takole imajo kot neko živino. Zdaj smo ljudje, bevali.